To sem se spomnil, da sem doskrat v lifeu uporabil pri sebi, pa pri drugih, ki so imeli problem, ki je dosti pogost danes. Ne vem, kaj me zanima, ne vem, kaj sem passion, ne vem, kaj bi sploh s svojim lifeom naredil. In ena taka zelo uporabna vaja je, pri kateri moraš biti zelo zbran, pa zelo natančen, je, da si zamisliš svoj popoln dan. Popoln dan. Na vsako minuto splaniraš, kaj se dogaja v tem dnevu. In tako boš dobil svoje vrednote ven. Ne? Ali pa tisto, kar si nekako želiš. Ne? In recimo, zbudiš se, zraven koga se zbudiš, kako to izgleda, kakšen odnos imata. Kako izgleda spalnica, kje je ta hiša, kje je to stanovanje. Ne? Tukaj že ven dobivaš vse, kaj je tebi vredno. Ne? Pol, kaj narediš pol? A pride trener do tebe pa ima jiu-jitsu, a pride nekdo, ki te jogo uči. Ali greš meditirati, greš v svojo savno. In pol vidiš, kaj od teh stvari lahko že delaš. Ali pa kaj lahko narediš, da greš proti temu. Koliko denarja sploh rabiš za ta popoln dan. Ne? In ker sem si jaz to naredil, je bilo tako, da sem pol čez neki let dejansko doživel ta dan zelo, zelo podoben. Je tako prepleten s prijatelji, s to občutkom svobode, smehom, biti v momentu, drogami, izkušnjami. To, sicer v popolnem dnevu nisem takrat imel, ampak tako, ne bo točno tono, ampak dejansko verjamem, da lahko pride podobna stvar in je zelo uporabno, da se takrat ti zaveš. Jaz sem glihkar doživel svoj skoraj popoln dan, koliko sem lahko zdaj hvaležen za to. Pred 5 leti nisem več imel ideje, kako to izboljšati. Popoln dan. In zdaj sem ga skoraj doživel. Ne? In to je pač tak občutek hvaležnosti, ki ne moreš zanemarjati. Ne? Hudo. Ja. Jaz sem lani konc leta si postavil gym čez pol mojega fleta in skoraj vsako dopoldne se je začel tako, da je prišel moj trener in sva delala tajski boks. In sem rekel, no tole, sicer tajski boks se mi leta zaključujejo, ker je malo preveč agresiven mogoče za telo pa 40. Ampak nek jiu-jitsu, tako da vsako dopoldne z nekim modrecem, ki nas to uči in prijatelji kupim. Pa sem pa enkrat slišal, eni v Sloveniji pred leti, ne že ful let nazaj, imel enkrat na teden je imel spa v svoji hiši in je povabil zelo close prijatelje in modrece, s katerimi so se pogovarjali, medtem ko so se savnali. In to vem, da bo moja večerna rutina zelo kmalu. In prav vem, da v tej hiši mora biti ločen vhod do spaja in vsi moji prijatelji, da imajo vstop in to upam, da bojo ikonični momenti v spaju, stop friendi, pogovor, papica, tako. Tako da to recimo sta dve stvari, ki sta zelo simpel. Na koncu vse te stvari, vsaj jaz, ki si že niso take, mislim, niso zdaj, ne, mislim. Ja, niso milijarde potrebne. Ne. To je bolj kot ne, so friendi. Jaz imam podobno, ampak rabim pa full casha. Kaj, ker bi dirkali z avtomobili? Ja. Sam koliko, vse to ni toliko spet. Ja, da ovnaš avte, drkilišče hočeš ovnati doma. Pa ne doma, ampak lahko je. Na sredini ima hišo, okolje pa steza. Ja. Ta bi bila dobra, ne? No, evo, če bi imel tako, zato rabiš po moje, da se res ne bi mogel vse nima veze, kaj še rabiš, ampak to bi jaz imel. Jaz bi imel po moje bi si izbral tale Nordschleife, ne? Na Nürburgring v Nemčiji. Bi imel eno bajto, pa imel bi po moje 10 avtomobilov, ki bi bili not v garaži in pol bi
in jaz bi imel tako sceno. Lahko bi prišli frendi in bi pač uživali s temi avtomobili. Tako da Jan je perfect friend, ker ima to rad. Tako da upam, da mu bom lahko to omogočil. In veš, da tudi idealen kandidat za to, ker sem precej za akcijo. To pomeni zelo mala verjetnost, da se meni v lifeu kaj zgodi, kam tako, stari, ne morem, tako, ne vem, ful stvari, tako, skot zihar si lad, da bom rekel ja. Jaz mislim, da glih to je, jaz se bojim, da največja težava sploh ni v financah, ampak je kako pri 40 letih najti 10 frendov, ki so parkrat na leto za tako sceno. Da imajo čas, da hočejo, da so za odfuk. To je tudi bolj pomembna stvar tega eventa. Ja, sej ni point, da bi jaz imel 10 avto zase. No, sej to pravim. To je brez veze v bistvu. Ja, to je res brez veze. Mislim, ni čist brez veze. Ampak je pa, ni isto. Ni point. Ne. In to, jaz mislim, da dostakrat pozabljamo ljudje. Ne? Ja. Ta socialni komponent tega. Vsi ga ful hejtajo, hejtamo. Dan Bilzeriana ne hejtamo drugače. Ne, ampak veš, kjer ima ful men dober lifestyle. Če vzemem v social media presence njegov. Če se ne rabim snemat, ful dober lifestyle, Taj Lopez. Jaz ne poznam, kakšen lifestyle. Ful ima knjika, ne? No, to je že en plus. Ne, pa stvari, ki sem gledal, sem bil tako, pa stvari si je ful dober nastavil. In sicer, tako, edina stvar, tako, bolj kot avti, bolj kot ne vem kaj, imeti lep dom, ne velik dom, pa ne luxury dom, ampak lep, ki se ti cozy počutiš dober, se mi zdi pomemben. Ok, za njega je to precej leviš, ampak še kar ok, ne. Bolj se mi zdi to, on si je postavil lifestyle, malo pretirava s temi influencerkami, babami, z modeli, ki hodijo, ampak štekam to rabi zato, ker prodaja svoj lifestyle tudi. Ja, in ta lifestyle ne bi doben kupil, če bi on snemal 15 tipov, ki se pogovarja. Ne? Ampak mimo tega, on full si je lifestyle zgradil skozi friendly pa family. Vse njegove hiše so meeting place, to bi skozi se henga. Ima neko kmetijo, ima hišo v centru dogajanja v Beverly Hillsu, ob Beverly Hillsu, pa še ne, pa v Londonu se mi zdi, to pomeni tako, pa ti hiš, ampak glavna rezidenca je dom, kjer se henga s frendi in top trenerji o vseh stvarih, ki ga zanimajo, hodijo k njem hengat, malo čvekajo, naredijo trening skupaj, ga naučijo in ta lifestyle, in on recimo, ne vem, začel se zanimati za evolucijsko psihologijo in on pokliče David Bassa, ki je praktično oče tega, reče, dej smo malo pogovarjala, bomo hengali in ta pristop in kako pol on to implementiral v svoj lifestyle, mi je ful simpatično. Seveda, mimo teh stvari, ki mi niso, ne to, da se skozi more Snapchatati, Instagramati, da ima ful teh modelov, ki pol komentirajo itak. Vse to stran, če znaš, da to stran, si mislim, da ima dober lifestyle. Ful je tako z mamo, z babico, z brati, oziroma z nekimi bratranci, veš tako ta family close, friendly close, tako glih pravnega potovanja, tako se mi zdi, da ima dober lifestyle. Predvsem to sem videl prvič pri njem, a veš, fulkrat se ti zgodi, da kot mulc si rečeš, če bi jaz lahko, in potem lahko in ne narediš tega. Ker tako, škoda. Ok, si predstavljam, da enih želj več nimaš pol. On je ful teh želj dejansko uresničil in ful dobrih želj. Recimo to, da si ti na nivoju, ki se lahko hengaš z najpametnejšimi ljudmi, najbolj cool ljudmi, a ne, ki hočeš z njimi preživljati čas, kot je David Bass, s katerim se lahko pogovarjaš o psihologiji, ne, ali pa, ne vem, človek, to meni sin od človeka, ki je prinesel brazilski jiu-jitsu v Ameriko, je vsak večer v njegovi hiši in z njim on dela ta jiu-jitsu pa s frendi. Ta lifestyle se mi zdi recimo res hud. Tega format vidim. Ja, eni znajo dobro spendati denar, eni pa pač ne.
a ne. In ja, jaz se čisto strinjam, to je po mojem dober spenden denar. A veš, ti bi zdaj, rekel, ne vem, recimo tam je bila tudi huda. Tony Robbins je hotel se naučiti ne brazilskega jiu-jitsa takrat, ampak mislim, da je bil Wing Chun ali Aikido. Aha. Aikido, točno. Je to neki s palcami? Ne, Aikido je to, kako njegovo moč uporabiš sebi v prid. Mislim, da so tisti črne, dolge kimone in pol on zamahne. Pol črne, pol bele. Možno. In on, ko zamahne ti njegovo silo, tega ni več tokno. Ampak včasih v teh njegovih časih je to bilo ful popularno, veš. Steven Seagal je Aikido. Točno, ja. Steven Seagal je bil v 80-ih ful zvezda. Zdaj v MMA-ju to noben več ne uporablja v ringu. Ja, ne, sej, tam se je, pri MMA-ju se je definiral, najboljše je, pač to in ostalo nima šans. Tako. Nimaš in recimo zanimiva ideja se mi je zdela, takoj, ko si je lahko, je on šel do tega, ki je bil na zahodu najbolj priznan učitelj, je rekel, daj ti bo ves čas z menoj. On ima to gnarja, da si ga je lahko plačal, da je ta človek, ne vem, leto ali dve, bil ves čas z njim na letalih, na potovanjih in on vas ta skozi se ukvarja, skozi ga učil in naj bi bil, po njegovih besedah, on mislim, da najprej, to je človek, ki je najprej pa še do črnega pasa, tako nekako sem slišal, ampak ni to kvašno, bolje to, veš, nekaj hočeš in tako, lahko si plačam, da midva preživa ful časa in ja, veš, to se mi zdi pa nek luxury, ki ti dvigne kvaliteta life. Ja, saj te upokojeni tenisači to ful služijo s tem. Saudski princ in pride on tja pač igrati z njim tenis in ga uči. To je pač tako.